Pozdravljeni, sem Janko Rode in sem avtor knjige Zeliščni vrt domača lekarna. Knjiga je v svojem izvirniku izšla že pred davnimi leti in je seveda v trgovinah ni več. Zato smo se odločili, da izdamo dodatno oziroma dopolnjeno izdajo, ki je pridobila na debelini in pa seveda tudi na informativnosti. Zeliščni vrt domača lekarna je namenjena vsem, ki razmišljate o tem, da bi imeli zelišča v vrtu. Tako so tudi izbrana, predstavljena na zadnjem delu knjige. Drugače pa je sama knjiga zasnovana tako, da boste dobili občutek, kako narediti, kako pripraviti zeliščni vrt, kako izbrati zelišča za ta vrt in pa nekaj tudi o sami uporabnosti zelišč. Tako smo predstavili uporabnost tudi za naravno kozmetiko, ki je zdaj zelo aktualna, in pa še eno zanimivost smo dodali, to je uporaba divjih zelišč za prehrano, kajti tudi o tem se danes vedno več govori in razmišlja. V sami knjigi boste našli tudi nekatere predloge, kako urediti zeliščni vrt, od majhnega vrta za celotno družino do recimo okrasnih vrtov in pa ne nazadnje predstavili smo tudi dve novosti. To sta torej vertikalni ali pokončni vrt, ki ga lahko naredite na svojem balkonu torej tudi iz lesene palete, in pa danes vse bolj pogoste tudi visoke gredice, zasaditev zelišč iz torej ene visoke gredice za vsakdanjo rabo, torej predvsem za kuho in pa za nekatere manjše težave. Sama knjiga vas vodi tudi skozi zelišča, ki so primerna za pridelavo in za vrt. Izbrana so takšna, ki se danes dobijo bodisi v vrtnarijah, bodisi tudi v kakšni drugi kombinaciji v obliki semena in ki jih pravzaprav srečujemo torej v ponudbi tudi velikih vrtnih centrov. Tako smo dodali poleg recimo kamilice, dobre misli, melise, tudi recimo poglavja o steviji, o zelo znanem sladkem pelinu, ki je zelo aktualen, ali pa tudi nekaj besed o ščetici. Skratka, nekatere nove rastline, ki se pojavljajo pri nas in so zanimive za torej ljubiteljskega vrtnarja. Obenem pa bi povedal, da pri vsaki predstavitvi rastline imamo vsaj en namig, kako rastlino uporabiti, bodisi v obliki torej kulinaričnega recepta, bodisi v obliki pripravka za vrt ali pa tudi za zdravje. In ne nazadnje, nekaj od teh receptov mi je torej pomagal pripraviti tudi znani torej kuhar Borut Jovan, ki je en od tistih kuharjev, ki se torej v današnjem času zelo posveča tudi tako imenovani divji hrani in zeliščem v pripravi zdrave hrane. Sama knjiga torej vsebuje pa tudi recimo koledar nabiranja zelišč, tako da se lahko orientirate pri samem nabiranju, kdaj in kateri del rastline naberemo, in pa nekaj besed tudi o tem, kje dobimo informacije, kako pravzaprav se lahko povežemo z ljudmi, ki imajo podobne interese in podobne zamisli. In ne nazadnje, beseda ali dve tudi o pridelovanju zelišč na večjih površinah, ki žal še do zdaj ni postala resna kmetijska dejavnost, čeprav torej izkušnje iz tujine dejansko govorijo o tem, da je to ena od perspektivnih vej kmetovanja, ki pravzaprav ima tudi zelo dober ekonomski učinek. Knjiga torej je sicer nova, istočasno pa vsebuje tudi nekatera stara znanja in jo priporočam pravzaprav vsakemu, ki ga zelišča zanimajo
zelišča kot široka uporabna skupina torej rastlin, ki nam pravzaprav popestrijo ali pa tudi olajšajo življenje.